Hojla, pozdravljeni. Pozdravljeni. A boš ti začel? A sploh veš, kaj vas snimala? Čakaj, kaj zdaj spet? A sploh Kako nimaš koncepta? Ja. Čakaj, pa ne moreš zdaj, skozi eno in isto. A zdaj boš pa kar neki, ali kaj? Zaradi takih zgodb je Albert prišel na idejo, da midva, lej, pa spet kaj na kavč. Spet kaj na kavč. Lej, Pojmo. in pol gre vse narobe. Lej. Zdaj si dosegla. Evo, tam je zdaj. Ne poveč tam. No, lej. Pol se začne podirati. Zdaj sam še, ne vem, elektrike ne zmanjka in Zaradi takih zgodb je Ja. Albert prišel na idejo, oziroma ni prišel na idejo. Pravzaprav enkrat si prišel k meni in si rekel, jeza je tisto, kar je v bistvu najpogostejši rušilec v odnosih med ljudmi in sploh pa v družinah. A je tako? je. Jaz sem začel tako nekako sistematično opazovati, koliko se vse zgodbe, ki v bistvu prihajajo k nama v terapevtsko sobo, kako se vrtijo okoli tega, da se v enem trenutku pojavi jeza. Ja. Koliko je v bistvu, kada je jeza ena splošna valuta, ki je prisotna v vseh zapletih, in posebej pa v partnerskih zapletih. A ne? In jaz, ko sem v bistvu to opazoval, tako vidim, a ne, da nas jeza pravzaprav premaga in da jeza začne, ko pride do jeze, in do jeze pride zelo hitro. Zelo v Ne, sekundi. zdaj tole, recimo, sva malo zaigrala, ampak psa recimo nismo imeli v planu. Ne? A ne, koliko takoj pride ta, sam pomisliš na jezo, že pride. Ne? In jezo imamo v bistvu, zelo je naša sopotnica, zelo, bom rekel, ni je treba kaj dosti vabiti, je že kar tukaj. Ja, ampak jeza se v bistvu, težava je v tem, a ne, da so nam jo vedno prepovedovali in da v resnici mi jezo zelo obsojamo, ker jo ne razumemo. A ni Ja, tako? ampak ne, zdaj, če čistko se spomnim, recimo, a ne, ko sva to, kar je vam tako zelo všeč, a ne, kar rečete, da sva midva toliko spontana, da toliko se dopolnjujeva, da sva toliko luštna, ker sva toliko različna. Ne. A veste, koliko je bilo to, recimo, ko sva midva prvič predavala? A ne? Jaz sem bil tisti, ki sem pač naredil koncept, ki sem vedel, kam bom šel, ker sem točno tudi se rekel, če bom se kje izgubil, bom se že znajdel, ali pa bom že najdel pot nazaj. Ne? In jaz začnem in potem Leja nekam čist v tri krasne, kakor ni ne bilo predvideno, ne nič. In, Če si bil dolgočasen. no, čakaj, ne? Pa v besedo mi je skakala, recimo, ne? In a veste, koliko ene jeze je to bilo? Ne? In koliko, jaz recimo, predstavljajte se, midva na odru, ljudje od spodaj in pač nisem mogel izbruhniti. In nisem mogel zapustiti prizorišča, pa reči, da če si pa toliko pametna, pa kar sama daj, oziroma pa če imaš ti nek svoj koncept, pa če moj ni dober, pa kar ti. Skratka, nič od tega nisem zmogel narediti in sem mogel preživeti. Le, Čili, ti začneš Lej, jeziti, čili pet nazaj. Čili pride. Pet nazaj. Pa veš, kaj se Ja. izsmilaš. Ja, Boga. Skratka, jaz sem takrat v bistvu bil prisiljen preživeti z jezo, oziroma prisiljen sem bil jezo nekako drugače obvladati. In seveda, skozi predavanje sva se midva tudi povezala in predavanje je bilo dobro in pol so ploskali na koncu in pač seveda sva se, bom rekel, imela dobre občutke. In sva to nekako, Ja. jaz sem recimo to nekako predelal. Ja. Ne? No, ampak jaz bi šla zdaj na ta webinar, ki ga imate od danes naprej na voljo, ki sva ga posnemala na zelo podoben način. Zelo je bilo težko. Jaz mislim, da se ti nisi zavedal, ker si rekel, da je vam midva posnet webinar o jezi v partnerstvu, da bo to za naju tako težka naloga. Ne. Zato, ker midva, ko delava s pari, nama je to res kole, a ne? Zlahka razumeva, znava razviti empatijo. Zdajle sva pa ta webinar naredila na najini zgodbi. In sva se mogla vrniti in včasih postaviti v tiste občutke,
jeze, v katerih sva se včasih vsak dan, sigurno vsak dan enkrat razjezila in rušila najin odnos. In danes ni več tako. Ja. Včasih je bilo to res težko. In ko sva se tja vrnila, Ampak tudi a se spomniš, to- kako sva snemala težko? Ja, vem, koliko sva težko snemala, ker tudi v bistvu vem, ali pa se spomnim, koliko je bilo težko s to jezo živeti v bistvu v odnosu, za katerega si želiš, da je povezan in je jeza vmes in nisi povezan in je vse nekaj se ruši, partnerja ne vidiš več tako, kot bi si ga želel videti. Sebe ne doživljaš na ta način in to je res ne samo rušilno, to je ubijalsko. To je, jaz mislim, da je jeza največji uničevalec tega, da se počutimo povezani. In da se počutimo varno Ja. v odnosu. In skratka, res tega je toliko v odnosih, toliko je enega trpljenja zaradi tega, ker se ljudje niti ne zavedajo, kako jeza uničuje, niti se ne zavedajo, še manj pa vejo, kaj s tem narediti. Ja. Ne? In to je bilo tisto, kar sva rekla, glej, midva lahko s tem res narediva en velik obrat. To je res nekaj, tako bom rekel, to obrača svet na glavo. Ja. Toliko verjameva, da Ja. v bistvu to lahko pomaga. In ta spletni tečaj obvladujeva jezo v partnerstvu je narejen na zelo praktičen način. 11 korakov ima in vsak dan lahko naredite en korak. To se pravi, lahko ga delate 11 dni, lahko ga delate 11 tednov, lahko najdete svoj tempo, lahko ga delate skupaj, lahko ga delata vsak posebej, pa se potem skupaj pogovarjata, kaj sta naredila. Skratka, in še nekaj, zavedno bo vajin. To se pravi, lahko ga boste naredila prvič in drugič in tretjič in četrtič. In v tem spletnem tečaju je v bistvu, boste dobili veščine, kako obvladovati, kako razumeti sebe, kako razumeti partnerja, kako združiti to različnost. Lej, poglejte naju, kako Ja. sva različna. Zdaj, ena stvar, ki nikakor ne bo delovala, da boste kupili ta tečaj, pa ga dali partnerju, pa mu rekli, to si poglej. To bi ti včasih naredil, ne. jaz pa tudi. Jaz sem si mislila, da je v njemu problem. Ja. Res. In presežen. tlele vam povem, prvi korak je to, da pogledamo, kako je z jezo pri meni, da stopimo ven iz tega ti. Tako da to vam lahko razkrijem, da ne boste zelo razočarani. Ja, ampak ta jeza pri sebi, to ste že naredila, ne? To je bil prvi tečaj, tako da midva imava pridne poslušalce, ki delajo. In jaz dobivam odzive, da so zelo zadovoljni s tem prvim delom. Vse so. Tako da zdaj boste samo nadaljevali v drugi del, Ja. in pa tretji del bo seveda jeza v vzgoji mlajših otrok in pa najstnikov, ampak dajmo zdaj ostati tukaj. Skratka, kaj lahko pričakujete od enega takšnega tečaja? To ni terapevtski tečaj, skratka, to ni terapija. Lahko pa pričakujete, da se boste naučili nekih veščin, lahko pričakujete, da boste razumeli svoje vedenja, odkje prihajajo. Lahko pričakujete, da boste razumeli, odkje partnerjeva vedenja prihajajo in da boste lahko razvili empatijo do njegovega sveta. In to so zelo veliki koraki. Skratka, to je spletni tečaj, ki vam lahko zelo pomaga spremeniti kvaliteto vašega življenja v partnerskem odnosu. Tako da midva vas vabiva, da si pogledate vsebino, kliknite na to povezavo. In na vsak način boste do tega prišli, da ne bo več jeza držala vas, ampak boste vi obvladovali jezo. Ja. To je mogoče prva, najpomembnejša v bistvu pridobitev tega. Ja. Skratka, kar sem hotela reči, je, kliknite tukaj gor na to povezavo, poglejte si vsebino, poglejte si korake. Midva vas toplo vabiva, da se lotite tega spletnega tečaja. V bistvu je res narejen na preprost način, da vam bo vsak dan vzel malo časa. Konkretni primeri, najine zgodbe. Vmes sva mogla kar velikokrat ustaviti in reči, ker je bilo res težko za naju. Ampak lih
v tem je največje darilo tega spletnega tečaja. V njem nastopava midva z najino iskrenostjo in s tem, kar sva midva naredila, kar sva spremenila z najino spremembo. Tako da drživa pesti tudi za vas. Čau, čau! Živijo.